pa prosim, da zasedete svoja mesta, da lahko začnemo z današnjim dogodkom. Torej, prisrčno pozdravljeni vsi skupaj v mojem imenu in predvsem imenu naših današnjih gostiteljev, predstavnikov po vsem svetu znane blagovne znamke Milka. Fotografi boste prišli na svoj račun tudi po koncu novinarske konference, zato smo rezervirali prav posebnih nekaj minut, tako da brez skrbi. Torej, še enkrat lepo pozdravljeni predvsem v imenu naših današnjih gostiteljev, predstavnikov po vsem svetu znane blagovne znamke Milka. Milka je s svojimi proizvodi in predvsem pojavnostjo na športnih dogodkih poskrbela za zmoto mnogih mestnih kratkohlačnikov, ki so prepričani, da je prava krava tista lila barve. Čeprav je bil letošnji september še en mesec športnih presežkov in to slovenskih, ciljam predvsem na evropski košarkarski tron, pa je tako kot Milka ena sama tudi Tina. V lanski sezoni je dobila še kako dostojno naslednico v Mariborčanki, svetovni smukaški prvakinji, dobitnici smukaškega in kombinacijskega globusa, 7-kratni zmagovalki na tekmah svetovnega pokala. Danes pa bo njena naslednica, kot ste verjetno že ugotovili, tudi tisti, ki niste dobili posebnega vabila, postala tudi v Milkini družini. Ampak preden Ilko povabimo v našo družbo še uradno, pa mi je zdaj le v veliko čas, da je z nami dvakratna olimpijska prvakinja, dvakratna olimpijska podprvakinja, 4-kratna svetovna prvakinja, 7-kratna svetovna podprvakinja, dobitnica velikega kristalnega globusa z rekordnim številom točk svetovnega pokala 2414, zmagovalka 26 tekem svetovnega pokala in še bi lahko našteval. Spoštovane in spoštovani, Tina Maze! Lep pozdrav, kar mikrofon, seveda. Lep pozdrav vsem, pa da nama bo bolj za ugodno, se bova kar usedla. za ta intro, hvala. Ja, zdaj so ti še podatki sveži, čez nekaj let, mogoče bo treba ponovno pobrskati za vse te dosežke, ampak človek kar ne pozabi tega. Tina, bliža se začetek sezone v Seldnu, torej na ledeniku Retenbach. Se vam zdi, da telo nehote kdaj misli in pa deluje drugače kot sicer, ko se približuje ta konec oktobra, kajti toliko let je bil takrat res napet, če govorimo o telesu pred uvodom v sezono, kot človek, čeprav ve, da je za njim uspešno pripravljalno obdobje, kar malce tipa je nekje v tunelu, za katerega ne ve, kako se bo konec koncev končalo, ko bo prišel ven iz njega. Dobro, malo že imaš občutek, kaj te čaka pred sezono. Ja, je pa res, za ta čas je res tak intenziven za vse, ki štartajo Selden. Ilka verjetno ne bo ali bo, ne vem, a boš, še ne veš. Tako da to je pač eno obdobje, ko res si fokusiran, da se čim bolj finaliziraš te tvoje priprave in najdeš tiste prave občutke za na prvo tekmo, ki je sigurno ena generalka, pa ima še ful časa do naslednjih tekem, ampak zame zdaj je bistveno drugače. Sicer imam precej obveznosti, tako da čutim, da se zima približuje, tudi danes, da sem tu. Je veliko čast in sodelovanje s sponzorji je še vedno precej intenzivno zame, tako da imam pred zimskem času precej dela. No pa, če nadaljujeva v tem slogu, lani ste prav v Seldnu svetovni javnosti obelodanili, da je res konec z vašo kariero, potem ste januarja v Mariboru to naredili še pred domačimi zvestimi navijači, torej zelo pomembno poglavje v vašem življenju, najpomembnejše doslej verjetno je končano, ste pa zdaj zagrizli v eno drugo življenje, ampak vseeno verjetno ta ljubezen do smučanja ostaja, ali je zdaj mogoče še bolj prisotna glede na to, da zdaj lahko smučate za svojo dušo? Točno to se mi je zgodilo praktično, ko sem nehala trenirati, ni bilo teh stikov s količki, večkrat sem že omenila, da pač butati se v količke, predvsem slalom in veleslalom je res ekstremno zahtevno za punce, posebej mislim, bolj kot za fante. Zelo tak moški, agresiven šport je smučanje in ko tega ni bilo več, sem res dejansko uživala v tisti svobodi, ki zavoji in to ustvarjanje
brzine, gibanje ti omogoča, tako da praktično ne pogrešam tega tekmovalnega vzdušja, Torej ljubezen do smučanja na drugem nivoju, ne zdaj? Ja, ne, vedno ljubezen do smučanja, do športa nasploh, vedno bilo, ampak tekmovalni del je le eno obdobje tvojega življenja, ki je pa za mano, tako da sem vesela za to, kar sem naredila in zdaj se gre naprej. Saj ste lahko veseli. Kako pa so vam všeč te nove naloge, ki jih opravljate v tem potekmovalnem življenju, mislim zdaj na seveda vlogo televizijske strokovne komentatorke in pa ambasadorke Milke na olimpijskih igrah v Koreji boste tudi prisotni, torej z Milko ostajate še naprej. Kako so vam všeč pa te zdaj drugačne naloge, čeprav v istem miljeju, v istem cirkusu? Ja, zelo sem vesela, prvo kar je, da se ta zgodba nekako nadaljuje, da širim to svoje znanje, ki ga pač dobiš. Zadnjič sem malo razmišljala, če ima smiselno reči šola olimpijskega prvaka. Ima, ne, ja. veliko izkušenj dobiš, tako da nimaš univerzitetne izobrazbe, ampak kljub temu biti olimpijski prvak, pa svetovni prvak, pa doseči toliko stvari, imaš takšno znanje, ki ga pač drugi nimajo, tako da v tem smislu vidim mojo vlogo zelo pomembno, da pač jaz to prenesem gledalcem, ki to gledajo, spremljajo smučanje in da jim približam ta vsak dan tekmovalca, ki ga pač jaz zelo dobro poznam in zaradi tega se naše zgodbe tudi z Milko tako dobro vrtijo naprej in so zanimive in delamo in sodelujemo še naprej. No, če je bilo seveda naporno trenirati, tekmovati, tako fizično kot psihično, pa zdaj vidite, da je tudi novinarski posel, ne? Tako psihično kot fizično naporen. Videl sem vas povsem izmučeno ob koncu svetovnega prvenstva v Sankt Moricu. Ja, z Alešem sva imela srečo se malo podružiti tudi med Sankt Moricom in ja, je vsaka stvar, za katero nimaš treninga, je naporna, tako da meni je bila ta vloga zahtevna. Ogromno je bilo menjav terena, prvo sem mogla biti v ciljni areni, pa sem mogla hitro dol iti v studio, pa to je bilo vse na tajminge, ker smo si delili v bistvu z ostalimi studio. In ta intenzivnost in v bistvu istočasno moraš biti zelo korekten, kaj poveš, da ne zgrešiš in ta intenzivnost, ja, na 14 dni vsak dan, predvsem pa gledati druge, ne se usmerjati nate in se ukvarjati z drugimi, to ni glih moj stil, ampak zdaj imam to delo, tako da. Pa verjetno še paziti na to, da ne rečeš česa preveč, ne? Ja, jaz sem taka, da kar rada govorim zadnje čase. Direktno. Ja, ampak mislim, vedno dobro namerno, no. Super. Zdaj pa seveda ne moreva mimo Milke, kako bi tudi lahko, glede na to, da smo na tej današnji prireditvi prav zaradi gostiteljev, Tina in Milka, razmerje, ki bi mu zavidali mnogi, tudi lahko bi rekli zaljubljenci. 11 let že traja to razmerje. Kaj pa je tako posebnega v tem razmerju med vami in pa Milko? Ja, mogoče je zanimivo to, da smo začeli, ko moja kariera ni bila tako uspešna in sem nekako zmagovala, ampak nisem bila v teh tirnicah, kot sem potem v timu Tomaze, tako da na Milki so me spremljali zelo hitro. In seveda potem, ko pridejo rezultati, sponzor pridobiva na vidljivosti in to je izjemno pomembno za vse. Predvsem pa je ta imidž, ki ga Milka ustvarja, odnosa do Alp, kjer se pač naš šport razvija in vse to mislim, da zelo dobro sovpada z zimskimi športi, predvsem s puncami, jaz pravim, ker barva nam je vsem všeč, tako da je luštno sodelovanje, predvsem mi je všeč to, ker ogromno se dela na lepih videih, lepih slikah, lepih zgodbah in to je tisto, kar mi tekmovalci si tudi želimo in ko ti nekako dobiš to v medijskem prostoru in ter ljudje vidijo v tej lepi luči ali pa takšnem, kakršnem pač si, je to res eno lepo sodelovanje tudi z navijači in z tistimi, ki obožujejo šport. To je win-win situacija, ne? Mislim, da ja. Kako pa nasploh gledate na to Milkino smučarsko družino, same odlične smučarke v tej družini? Verjetno ste tudi na samih promocijskih opravilih veliko časa preživele skupaj. Ja, sej tudi
skozi take stvari se v bistvu spletejo vezi, zato ker ko si na treningih, si praktično usmerjen v tvoje delo, se ne druži z drugimi toliko, ampak na teh stvareh z Ilko, na primer, se zadnja 2 dni vidimo vsak dan, pa smo se prej verjetno manj imeli časa toliko pogovarjati kot zdaj, tako da te obveznosti, ne vem, do Štöklija, do Milke so trenutki, ko si v drugačni situaciji, bolj sproščen, nimaš fokusa na trening, nisi, ne vem, se razvijajo drugi odnosi tudi poleg športnega. Ampak glede na rezultate vseh smučark v Milkini družini je pa verjetno kar velika čast, da si lahko smučarka nadene to vsem znano čelado, torej rezultati konec koncev pa govorijo sami zase. Ja, mislim, da je želja vseh nekako tiha želja priti do Milke, tako da v ženskem smučanju je zelo močna, ogromno nas je, no, noben drug sponzor nima tako velike ekipe punc in takšnih uspehov, tako da nekako, ko prideš v ta tim, Milka tim, se že premerjaš avtomatsko s tvojimi puncami, ki so tam in pol želiš pač seveda izstopati. Tako da to dodatno motivira. Super, hvala Tina za enkrat. Glede na to, da pravite, da zdaj, kar radi govorite tudi pred mikrofonom, boste še dobili priložnost v nadaljevanju. Zdaj pa, spoštovane in spoštovani, kot že rečeno, kličemo Tinino več kot dostojno naslednico, ki je v lanski sezoni postavljala tako osebne mejnike, kot tudi mejnike slovenskega smučanja. Tudi Tini, mimogrede, ki je osvojila praktično vse, kar se v alpskem smučanju osvojiti da, ni uspelo dobiti smukaškega kristalnega globusa. Vsi se spominjamo še tiste točke na koncu v Lencerhajdeju, ki je zmanjkala. Ilki Štuhec pa je, spoštovane in spoštovani, nova članica Milkine družine, Ilka Štuhec. Ilka, predlagam, da ker vzameš tale mikrofon, 2 vprašanji, potem pa tisti najbolj pričakovan trenutek današnjega dne. Ilka in Milka, zdi se, da je končno napočil čas, da tudi uradno skupaj prideta ti 2 imeni, ki sta kot ustvarjeni druga za drugo. Torej, Ilka in Milka, ste kdaj, ko ste v otroštvu jedli čokolado, razmišljali o tem, da samo manjka, pa bi bili vi čokolada? Pravzaprav nisem, zato ker tak ali tak smo se, oziroma sem jih velikokrat slišala v šali na ta račun, tako se, kot si rekel, fajn rima, ujema, tako da je bilo takrat mogoče še bolj kakšno draženje, zdaj pa res trenutek, ko smo skupaj, začenjamo naše sodelovanje in res se veselim, da je prišlo do tega. Ilka, se pravim, verjetno prej je že Tina to rekla, je kar čast, da postajate najnovejša članica izjemne smučarske družine Milkinih tekmovalk. Konec koncev gre res za same izvrstne smučarke, tako rezultatsko kot osebnostno, in nositi lila čelado je verjetno nekaj posebnega. Čast, imeli boste še priložnost jo preizkusiti, ampak takole, ko gledate v prihodnost na prve tekme. Ja, vsekakor je, kot si rekel, zelo velika čast, da sem pač v tej družini, kjer je tudi Tina še vedno, kjer so tudi ostale punce in res super, no. Kot je omenila, tudi se v bistvu že veselim, da bomo se večkrat srečali, se spoznali na kakšnih dogodkih še bolj in ja, čim boljše zastopali lila barve. Zdaj bomo pa prebili tale novinarski del in prešli do tega trenutka, ki ga vsi čakamo. Zdaj je torej čas, Tina, prosim za to simbolno dejanje, predaje Milkine čelade kot šampionka šampionki. Tamle bosta dekleti. Torej, kot vidite, manjka en M na tejle čeladi, ampak ta M tudi še pride baje do prvih tekem.
Zdaj pa so mi naročili še naj Ilka prime čelado, potem pa še Tina, da bojo še te slike za v arhiv. Pa še Tina, čeprav je ime drugo. V redu. Saj bo še po novinarski konferenci tudi še čas za slike. Danes mogoče fotografi ne bodo prvi odšli z novinarske konference. Takole, ja. Saj zato morate biti obe. Super, predlagam, da kar nadaljujemo. Pa spet lahko sedemo, ne? Ja, nič. Logično vprašanje, Ilka, kako vam je všeč lila barva? In to moramo vprašati, to so naši gostitelji želeli, kako vam je pa všeč čokolada, Milka. Glede na, Tina je že sama rekla, vijolice, vijolično barvo, Mariborčanko, predvidevam, da vam ne bo odveč nositi to barvo na glavi. Niti najmanj, ja. Tako, kot je Tina rekla, mogoče ostali niso slišali, pač ipak sem z Maribora, ne, vijolična, vijolice, lila, to je vse super, tako da mi ne bo čisto nič hudega, no. Čokolado imam v bistvu tudi zelo rada, včasih se moram celo malo zabremzati, da ne bi pojedla preveč, ampak glede na vse treninge in obremenitve in vse pač, kaj dajemo skozi na dnevnem redu, se pa še malo razvajati in biti nižen. No, če bi rekli kaj drugega, verjetno gostitelji danes ne bi bili zadovoljni, ne. Tina, pa še vprašanje dve za vas. Če gledate skozi prizmo lanske sezone, verjetno je Ilka res prava pridobitev za to Milkino družino res izvrstnih smučark, ne? Ja, jaz mislim, da Milka je iskala nadomestnice in Ilka, ne vem, ime itak boljše ne more biti. Kot ustvarjeno za to sodelovanje. Je precej logično, da privlači za Milko, tako da kar se pa tiče rezultatov, pa tudi mislim, da je imela izjemno sezono, po teh poškodbah je končno prišla na tisto pravo smučino in prikazala izjemne tekme, tako da je to več kot zasluženo. Ilka, če že govorimo o rezultatih in gledamo seveda na lansko sezono, pravijo sicer, da je športnik vreden toliko, kot je vreden njegov zadnji rezultat, ampak vseeno, če gledate nazaj, verjetno, čeprav vem, da ste obrnjeni naprej, na naslednjo sezono, vam je pa vseeno toplo pri srcu, ko razmišljate na lansko super, če je super sploh pravi pridevnik, torej na lansko naduspešno sezono zimo. Ja, vsekakor je zelo lepo se spomniti pač vseh zmag, vseh dobrih voženj, dobrih občutkov, vsega veselja, ki ga je prinesla lanska sezona, ampak kot si omenil, nova je že praktično pred vrati in se skoraj, dobro ne splača, ampak ne bi bilo pošteno na nek način, če bi obstala na tem in pač samo v tem uživala, kak je bila lanska sezona super in nič naredila za novo. Tako da je v bistvu daleč od tega, no, dobri občutki so se zapisali, so ostali in polna priprava naprej. Ilka, verjetno ne glede na to, da ste bili tako uspešni v lanski sezoni, pa to na treningih ne pride nič prav. Še vedno morate sami opravljati treninge. Ja, res je, ja, to še ni noben pogruntal, da bi kdo drug treniral, ampak v bistvu hvala Bogu, no, da niso, ker mislim, da vsi, ki smo tukaj, vsi, ki treniramo, pač to počnemo zato, ker nam je to všeč, ker smo to zbrali, ker imamo to radi. Tako da ni nikoli v bistvu bilo težko, no, iti na trening, dati vse od sebe, ampak že samo to, da pridem recimo na teren, še ne pomeni, da bom najboljša, ne, tako da je ravno tako treba smučati in dajati vse od sebe. Boste pa zdaj še bolj vidni s to čelado, ja? Ja, to je vsekakor. Slišim, da ste zelo zadovoljni s pripravljalnim obdobjem, tudi s treningom na
terenih v Južni Ameriki. Ste opravili vse tisto, kar ste si zadali, je kakšen manjko, zadovoljni, veseli, bi kaj spremenili, čeprav o tem boste verjetno lahko govorili potem med sezono samo, ne? Ja, zdaj je že mimo, ne, tako da spremeniti več ne Kar moremo, je, kaj ne. kar Kaj je. Bilo je v bistvu v redu, super, tako si rekel, čisto vse, še sicer nismo pogruntali, nekaj se je malo zataknilo pri pancerjih, ampak načeloma tudi bo v zelo kratkem za vse skupaj poskrbljeno in se lahko res koncentriram na sebe in delam dalje. Kaj pa je trenutno na meniju, recimo po današnjem dogodku, kaj vas čaka še v nadaljevanju dneva? Dobesedno na meniju je sigurno kakšna čokolada, ne. Danes pa še dalje kakšne sponzorske obveznosti, jutri predstavitev reprezentanc na Pokljuki, tako da zdaj se res 2 dneva taka ne najbolj športna, no, ker pač nekako skoraj nimaš potem časa trenirati, si ne spočiješ, ampak spada zraven, z veseljem se skupaj opravim, potem pa spet v kratkem na sneg. No, o tem boste s Tino lahko kakšno rekla. Ima Tina tudi izkušenj s temi sponzorskimi obveznostmi. Lani ste rekli, da greste od tekme do tekme. Kakšen je pa letošnji načrt? Spet od tekme do tekme, čeprav letošnja sezona je posebna. Je olimpijska in olimpijske igre ter tekme na olimpijskih prizoriščih niso kar neke tekme, to ste se konec koncev prepričali tudi na svetovnem prvenstvu v Sankt Moricu, ne? Res je, ja, da pač velike tekme so drugačne kot vsak svetovni pokal, ampak bistvo je isto. Stojiš na štartu, čim prej moraš priti do cilja in manj ko razmišljaš, boljše je. V bistvu lažje ti je, ker se bolj skoncentriraš na sebe, bolj lahko daš. Se nas še čuje sploh tam zadaj? Ja, ja. No, dobro. To bi sicer Tina morala narediti, glede na to, da je učiteljica razrednega pouka. A ja. Lahko vadiš malo zdaj. Mir! Kar nadaljuj, Ilka. Bom, samo čakaj. Kje sem bila? Ja, vprašanje je bilo pri velikih tekmah, smo zdaj, Okej. da v Sankt Moricu ste se prepričali v to in olimpijske igre pa še nivo višje, ne? Ja, res je, ampak cilj je vedno isti in mislim, da bolj ko razmišljaš, slabše je. To sem tudi v bistvu lani ugotovila in bom probala tako lani iti, če vedno tekmo do tekmo, moramo prvo priti do olimpijskih iger, tam pač upam, da čim manj stresno, da bom lahko se čim bolj skoncentrirala na sebe, da me ne bojo ostale stvari toliko motile in odsmučala, tako znam. Tina, vi dobro veste, kako je priti do olimpijskega zlata, čeprav so pač poti različne in tudi športniki niste enaki med seboj, pa vseeno, če gledate zdaj v naslednjo sezono, pa na olimpijske igre v Južni Koreji, pa na ekipo Milkinih smučark, imajo vse možnost za olimpijsko kolajno v tej družini, kdo ima najbolj goreče, največje možnosti, no, Ilko že morate omeniti, ne? Pa mikrofon tule. Ja, res je, vse, prav vse. Neverjetno. V bistvu ni bilo nikoli take ekipe, da bi imela res dejansko vse možnosti. Zato, ker Tesa je vrhunska v veleslalomu. Viktorija Rebensburg je vrhunska lahko v vseh 3 disciplinah. Ilka ima verjetno 2 v žepu lahko. Pa ima še več? Še več. Ima še kombinacijo, je res. Tako da res, ekipa je zelo velika, Ana se vrača in Milka ima sigurno veliko možnosti, da prinese domov veliko kolajn. Torej, da bo lila čelada tam na zmagovalnem odru. Tina, vi ste bili prvič... Žal ne, ampak drugače pa ja. Ne sme, Milka čelada pa ne sme biti na olimpijskih, ja. Ja, no. Bo pa po sezoni. Še zdaj imam v spominu tisto posrečeno reklamno akcijo Milke z piškotom namesto kolajne. Je pa to kar nehvaležno do sponzorjev, ne, da človek ne more potem takoj razkazovati te olimpijske kolajne, ne, takšna so pravila.
Pa v bistvu olimpijske igre so igre, kjer v bistvu se ohranja to tradicijo, čistost in zato se mi zdi, da so še tudi zaradi tega nekaj ohranjajo tiste začetke, enostavnost, ne medijsko, tudi verjetno zdaj ne bi smela omenjati niti imena, ker je tako dobro zaščiteno, ampak Ne, lahko. je veliko stvari, ki olimpijske igre so. Tradicija, vsake 4 leta, svetovno gledan event in kot je Ilka omenila, se to ne bo vplivalo na manj ali pa večjo prepoznavnost Milka Deklet, vsi vejo, kdo so in kdo bodo. In seveda po igrah se bo lahko tudi sponzor pohvalil, kaj so njegove smučarke vse osvojile. Vi, Tina, ste bili prvič na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju leta 2002, tako da se je nabralo olimpijskih izkušenj, spominov. Če govoriva o spominih, kateri pa vas je najbolj zarezal v srce in bo tam ostal za vedno? Vem, dosežki, zlata kolajna zagotovo, ampak prav poseben spomin, dogodek. Mislim, da ko nosiš zastavo svoje države, je to neki en preskok več, nekako se zaveš, da si ti na čelu te posadke in da predstavljaš v bistvu državo in ta pomen državnosti je bil meni prvi tak znak. Mogoče skozi leta sem se naučila, kaj to pomeni, pa kot otrok mogoče nisem se niti zavedala, ampak glede na to, da sem bila obkrožena z Italijani, približno vem, kako oni to dojemajo in verjamete mi, bistveno večje kot mi, ker smo še mlajši in tega ne moremo tako dojemati, ampak vseeno biti tam za zastavo, meni je to res naredilo en velik preskok in tisto željo, da se dejansko prebijem na sam vrh. Začela sem z srebrom. Ampak ja, tam je bilo za mene od ključnega pomena ta pohod na vrh. Super, res nimamo prav velikokrat priložnost, če sploh kdaj, da bi na istem mestu lahko gostili tako veliki športnici, obe največji oziroma obe slovenski smučarski šampionki, ena smučarka, najboljša smučarka vseh časov, ena pa najboljša smučarka tega sedanjega časa pri nas. Zato ste zdaj na vrsti vi, spoštovani kolegi in kolegice, novinarji, za vprašanja, pa kar z besedo na plano. Vem, da nekateri čakate tudi potem na individualne pogovore, pa vseeno, prosim. Izvoli. Ne, ni čisto na meni osebno, da se to odločim, pač se odloči trener oziroma pač v posvetovanju z mamo. Ampak ja, ko bo pravi čas oziroma ko tekme so, takrat. Kdaj točno in kje to bo, pa še ne vemo. Še kakšno vprašanje, Uroš? Pozdravljeni obe skupaj. Jaz imam vprašanje za obe. Malo bolj aktualno, smučarsko, kaj nekaj kar dosti govora v zadnjem času okrog smuka Lindsey Vonn v Lake Louisu, pa me zanima vajino mnenje. Ja, jaz mislim, da pač nima to neke trdne podlage, no, zato ker vsi vemo, da so moški močnejši, da smučajo drugače, da smučajo hitreje in mi imamo ravno tako pač svoje točkovanje, svoje tekme in ne vem, če v zadnjih sezonah jih tako fej suvereno zmagovala pri nas, da bi mogla iskati toliko večje izzive. Tina, še? Ja, jaz pa to vidim kot nek izziv, neko motivacijo za to, da Lindsey se še naprej bori in pač to je verjetno odvedno predstavljalo izziv in zdaj ga hoče pač izpeljati, pokazati, da je močna in da to lahko dela in bo naredila verjetno, če bojo podprli jo. Zdaj, kam lahko seže, pa ne vem, mislim, da se lahko kosa med top 15 mogoče, ampak na podijum pa mislim, da ne.
To je poteza promocije in Lindsay je strokovnjak za to in absolutno je naredila za alpsko smučanje ogromno in spremenila celotno dogajanje alpskega smučanja in to alpsko smučanje dela zanimivo. Torej, Hvala. zdaj, ko nima Tine, mora nove izzive najti. Bolj za šalo kot za res. Ima izzive dovolj dobre na progi, ampak pa promocija tule tudi ima izziv. drug del, no. Tam je bila vedno najboljša. Tam mi pa nobena ne seže do kolen. Ne. Ne. Res je, res. Še kakšno vprašanje? Mojca? Ja, v bistvu je odvisno od tekmovalca, posameznika, kaj dela. Če delaš ti vse discipline, ena stvar, če delaš ti samo eno ali pa dve, je spet druga stvar, tako da mislim, da je ekipa tista, ki mora videti, v kakšnem stanju je tekmovalec pred olimpijskimi igrami, kaj rabi, se odločati na bazi trenutnega stanja, seveda moraš biti pripravljen dobro, ampak potem so mini predpriprave odločilne lahko za uspeh ali pa za neuspeh, tako da to mora ekipa znati in vedeti. Juri? Za Ilko, 1487, mislim, da je številka žensk z imenom Milka v Sloveniji. A ste vi sponzorji, ste na vašem novem sponzorju, kjer razmišljali o tem, da bi se mogoče Ilka preimenovala v Milko čisto radno? Res pa je, da po letu 2000 ni bilo nobenih staršev, ki bi imenovali svojo punčko Milka. Ja, mislim, da je zdaj tudi ta uradna povezava oziroma sodelovanje z Milko z mano več kot očitno, da ni še tako rizično, da bi se preimenovala, ampak hvala za te statistične podatke. Juri, glede na to, da si podkovan v tem, koliko je pa Ilk? Ker mislim, da bo to ime zdaj naraščalo v prihodnosti. Ja, čez kakšno olimpijsko obdobje, čez 4 leta bo pa več Ilk, verjetno, ne? Če smo že pri statistiki, koliko je pa Tin? Žal. To pa je Ja, res, je pa samo ena olimpijska prvakinja. Še kakšno vprašanje? Ne, saj smo vaju kar izmučili, pa vem, da vaju čakajo še pogovori 1 na 1. Torej, najlepša hvala še enkrat v mojem imenu in imenu seveda današnjih gostiteljev. Dobro nosite tole čelado, naj vam prinese še kakšno zmago več kot v lanski sezoni. Hvala lepa še enkrat vsem. Kot smo rekli, bo še čas tudi za individualne pogovore. Še prej, pred intervjuji pa bi vaju prosil za še eno manjšo nalogo, malo poziranja tamle ob torti današnjih gostiteljev. Čakavajo namreč rezanje torte, pa da vidimo, kako sta vešči še tega opravila. Glede na vse uspehe je bilo tort in razrezanih tort tudi veliko v vajini karieri. Hvala še enkrat.